20 kubičnih metrov velika kopa je nastala pod budnim očesom izurjenega oglarja Kostje Finka, ki s prenašanjem znanja na mlajše, trenutno ima sicer zgolj enega učenca, skrbi tudi, da ta veščina ne bo utonila v pozabo. Tokrat so ob kopi preživeli nekaj dni, kuhana naj bi bila v teh dneh, nekoč pa so to počeli od marca do pozne jeseni. Delo je zelo umazano. Umazano delo je samo, v Kočevskem Rogu smo imeli dosti drv, smo eno kopo postavili, naprimer, tam je 50 metrov, tle je noter 20. Tam smo naredili 50 najmanjšo, potem smo naredili tam eno 70, pa eno 80, pa 100 metrsko. Oglarjenje ni samo neka naravna dediščina, predvsem tudi kulturna dediščina, kajti okrog oglarjenja se dogaja marsikaj, ne samo, da se kuha oglje. Okrog kop se združujejo ljudje, nas povezujejo, predvsem pa dajo vedeti, da je narava nekaj čudovitega in da se z njo da tudi veliko narediti. Z ureditvijo idiličnega prostora sredi gozda, a hkrati povsem blizu ceste, so kuhanje kope vrnili nazaj v Kočevski Rog, kjer je bila tradicija nekdaj zelo močna. Pomembno se mi zdi zato, ker tukaj na tem področju je precej tudi takega lesa, ki je primerno za izdelavo oglja. Mi sicer tu uporabljamo bukev, da je oglje res pravo. Ta prostor pa ponuja tudi možnost, da bi na leto skuhali več kop. Da bi to lahko postala dopolnilna dejavnost, kot je to v Sloveniji še v oglarski deželi na Dolah pri Litiji in nad Železniki.